Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, vse skupaj prav lepo pozdravljam. Tudi sam sem zelo vesel, da smo danes tukaj ob tej priložnosti in seveda moja naloga je danes, da nekoliko preskočim v času in v tem bloku, ki predstavlja dinastijo Habsburžanov, predstavim predvsem odnos Franca Jožefa do njegovih potencialnih in tudi kasneje dejanskih prestolonaslednikov. Zdaj, začnimo z eno zgodbo, ki je vsem zelo znana. 30. januarja 1889 je Franc Jožef doživel verjetno največjo tragedijo svojega dolgega življenja. Umrl je namreč njegov edinec, prestolonaslednik Rudolf. Mladi Janez Evangelist Krek, ki se takrat v Dunajskem Gostineju pripravljal doktorat, je v pismu Janezu Hladniku opisal, kakšen vtis je naj naredila smrt prestolonaslednika. Naj povem, da je bil Krek eden tistih, ki so se vrstili pri molitvah pred rakvijo. Sicer je bil vstop v Rudolfove prostore prepovedan, izjema so bili le sorodniki in najvišji diplomati. Kreka je prevzela temna slutnja, citiram: Avstrija, zdi se mi, da je Božja roka počela segati v najvišje kroge in pisati carskim glavam, mene tekel Fares. Grešili so carji in mogoci in njihovi sinovi trpe. Konec citata. Poročila niso dajala jasnega odgovora, saj sprva ne o vzroku Rudolfove smrti. Večina jih je govorila o kapi, druga pa o nasilni smrti. Ko se je razvedelo, da je šlo za samomor, je Krek izrazil nerazumevanje za duhovnike, ki niso hoteli maševati za pokojnim. Sam je zanj vendarle molil v dvorni kapeli in tam naletel tudi na samega cesarja. Citiram: Za mnoj je klečal v nedeljo o 7:30 in pri moji veri, da je pobožneje molil nego jaz svoje hore. Konec citata. Bodoči duhovni vodja slovenskega katoliškega gibanja se je vprašal, kaj bo zdaj, kdo pozna v Avstriji prihodnega naslednika. Saj smo vsi vedeli le za Franca Jožefa in njegovega sina. Konec citata. Rudolf v resnici ni bil prvi prestolonaslednik v skoraj 70 dolgi francosko-jožefinski dobi. Do njegovega rojstva je to nalogo upravljal Ferdinand Maksimilijan, mlajši cesarjev brat. Leta 1833 rojeni Maksi, kot so ga klicali v družini, je bil Slovencem najbližji, če kot kriterij vzamemo kraj bivanja, saj je dosti časa preživel na gradu Miramar. Od tam se je leta 1864 podal na pot brez vrnitve v daljno Mehiko. Eden od razlogov za to odločitev, ki ga je kmalu stala življenja, je bilo tudi prepričanje, da ob starejšem bratu nikoli ne bo mogel uresničiti svojih velikih ambicij. Verjel je, da je bolj nadarjen od brata, zato ga je razvidelo ljubosumje, ki ga je le stežka skrival. Franc Jožef pa je po drugi strani prav pri njem prvič pokazal značajsko lastnost, ki jo Jean-Paul Bled v znameniti biografiji strnil v enem stavku. Citiram: Ni zaupal družinskim članom, ki so bili blizu krone in bi ga utegnili spraviti v oblast. Konec citata. Mesto generalnega guvernerja Lombardije in Benečije, ki ga je Maksijo leta 1857 namenil Franc Jožef, Maksimilijana ni zadovoljilo. Še zlasti, ker ga kljub tej funkciji Franc Jožef nekaj prida upošteval v svoji italijanski politiki. Ta je leta 1859 doživela prvo veliko katastrofo, Maksimilijan pa se na to lahko zgolj preferiral kot generalni inšpektor mornarice, ki pa je takrat veljala za manj pomembno institucijo. Njeno vlogo je več desetletij kasneje uspelo okrepiti šele nekemu drugemu prestolonasledniku, Francu Ferdinandu. Nedavno objavljena korespondenca leto kasneje rojenega brata Karla Ludvika lepo kaže, kako je Maksimilijan močno trpel v vlogi naslednjega v vrsti za prestol. Značilno njegovo ravnanje, ko ga je dosegla vest o atentatu na cesarja 18. februarja 1853. Iz Trsta je prihitel na Dunaj, misleč, da so bratu štete ure. A pokazalo se je, da krojač Lajos Libeni ni uspel v celoti maščevati žrtev,
ki jih je na Ogrskem po njegovem mnenju zakrivil Habsburžan. Maksimilijan se je med potjo na Dunaj že videl v upravi cesarja Avstrije, a ga je po prihodu sorodstvo razveselilo, češ da Franc Jožef okreva. Sicer je prevzel vodenje odbora za izgradnjo votivne cerkve v spomin na bratovo preživetje atentata, a se je že par dni kasneje znova vrnil v Trst, naloge v odboru pa prepustil kar Karlu Ludviku. Ko je Franc Jožef 21. avgusta 1858 po 8 letih vladanja končno dobil sina, je bilo Maksimilijanu jasno, da bo moral priložnost iskati izven Habsburške monarhije. Ko ga je pomladi 1863 obiskala delegacija mehiških dostojanstvenikov, da mu ponudi mehiško cesarsko krono, se ni dolgo obotavljal. Menda je pri prepričevanju bodočega cesarja določeno vlogo odigral tudi v Trstu rojeni diplomat Alojz Dopravec vitez Saldapena. A verjetno ne tako pomembne kot soproga bodočega mehiškega cesarja Šarlota. Franc Jožef, ki je bil takrat razpet med nemško in italijansko fronto, se tej zamisli ni upiral. A je v svoji maniri zahteval od brata, da se odpove dednim nasledstvenim pravicam. To je bil še zadnji udarec, ki je brata dokončno ločil. Njun zadnji pogovor je bil menda viharen. Maksimilijan, ki je potreboval bratovo dovoljenje za novačenje avstrijskih prostovoljcev slavnih Meksikajnarjev, pa je izsiljeni podpis že na ladji preklical. Tako je bil verjetno Franc Jožef kasneje zadovoljen, da brata ni odvrnil od mehiške avanture, saj je po izgubljeni bitki pri Sadovi leta 1866 lahko slišal iz dunajske množice klice, naj odstopi v korist Maksimilijana. Toda mehiški republikanski strelski vod je 19. junija, kot vidimo na tej sliki 1867, enkrat za vselej preprečil takšne scenarije. Za razliko od svojega strica, ki je kot cesarjev mlajši brat fungiral zgolj kot prestolonaslednik, je bil Rudolf kot cesarjev sin tudi kronprinc, v izborni slovenščini cesarjevič. Njegovo rojstvo 21. avgusta 1858 je po celem cesarstvu sprožilo val navdušenja, ki ga ni mogel skrivati niti sicer strogi oče. Sicer je svoje podanike pozval, naj spričo težkih razmer, v katerih se tedaj nahajala monarhija, ki je bila precej načeta na finančnem področju, zunanje politično pa z vseh strani oblegana država, o čemer bo dr. Maurer povedal več. In seveda je cesar takrat svetoval naj ob tem rojstvu kljub veselju ne prirejajo predragih zabav. A hkrati je zaprosil, da prispevajo po najboljših močeh za revne. Tako so veleposestniki in bankirji obdarovali sirote in invalide, peki revežem dajali kruh, vojaki pa so ponekod dobili ekstra porcijo mesa ali vina. Terezijanska akademija je ob rojstvu Rudolfa podelila 10 štipendij gojencem iz južnoslovanskih dežel. Celo Madžari, ki jih je neobsolistični režim najbolj stiskal, so postali boljše volje. Vladar je sina še kot dojenčka imenoval za viteza zlatega runa in polkovnika. Očetova obsedenost s kultom uniforme se je skazala usodna za mladega princa. Franc Jožef si je namreč otepel v glavo, da ga bo špartansko vzgojo naredil za najtršega vojaka monarhije. Za vzgojitelja je bil zbran Leopold grof Gondrecourt, ki s svojimi brutalnimi metodami nepopravljivo uničil otrokovo psihično in posledično fizično zdravje. Namesto super vojaka je postal invalid. Cesarica Elizabeta v skladu z moževo voljo sicer ni imela besede pri tem, pa tudi sicer se je ukvarjala predvsem s svojo hčerko Valerijo, ki so jo dvorjani zato poimenovali Edina. Ako je nekega zimskega dne skozi okno palače videla, kako Gondrecourt sili sina v snegu k urjenju in ga nadira, je bilo njenega potrpljenja konec. Sledil je znameniti ultimat soprogu, ki je moral odpustiti sadističnega vzgojitelja, a škoda je bila že narejena. Rudolf svojega očeta zaradi tega sicer ni zasovražil, a njegova sinovska ljubezen
je ostala vse do smrti zgolj nenavadna mešanica strahu spoštovanja in čuta dolžnosti. Cesar po drugi strani ni mogel preseči togega pokroviteljskega odnosa do edinca, kar se je pokazalo celo na sprijemu ob izidu prvega zvezka znamenite zbirke Österreich Ungarni Wolkenbild, konec leta 1885. Zbirke, ki je zasluženo dobila ime Kronprinzenwerk, je bila lep dokaz zanimanja cesarjeviča za znanost, a hkrati tudi za narodno raznolikost države, ki naj bi nekoč vladal. Oboje je prišlo do izraza v uvodniku izpod Rudolfovega peresa, a si cesar na sprijemu po uradni pohvali sinovih prizadevanj ni mogel kaj, da ne bi urednika ogrske izdaje Maurosa Jokaja vprašal, pa je res uvodni članek napisal moj sin? Ko je šlo za ključna vprašanja visoke politike, je Rudolf večinoma nasprotoval vsemu, kar je Franc Jožef zagovarjal. Namesto trdoživega konzervativca je tako slednji za možnega naslednika dobil melanholičnega liberalca. Po vrhu je mladi princ prišel še pod vpliv slovenskega učitelja Josipa Čižmana, ki je po prepričanju bolj sodil k žlahtnim liberalcem leta 1848. Menda je bil Čižman kot eden od njegovih učiteljev med zaslužnimi za njegovo odklonilno mnenje o tako klerikalni hierarhiji. Sicer Rudolf ni nikoli direktno ugovarjal očetu, čeprav se z njegove banali ni strinjal. A je bil zato toliko bolj oster do njegovih najtesnejših sodelavcev v dvorni kamarili, kot jo je imenoval, in vanjo predšteval predvsem ministrskega predsednika Edvarda grofa Tafeja in zunanjega ministra Gustafa grofa Kalnokija. Po dogovoru z enim najvplivnejših oblikovalcev javnega mnenja v državi, časnikarjem Moricom Sepcem, je napisal vrsto anonimnih člankov, v katerih je zastopal linijo klasičnega meščanskega liberalizma v notranji, v zunanji politiki pa antirusko usmerjenega aktivizma na Balkanu. Če se je Franc Jožef leta 1879 brez večjih težav odpovedal uslugam meščanskih ministrstev, je Rudolf ostal zvest liberalcem, kar ga je seveda odrezalo od relevantnih informacij iz vladnih krogov. Politične težave, ki so zaznamovale že njegovo otroštvo, je Rudolf kasneje kompenziral z opojnimi substancami in radoživimi davami. Ni čudnega, da je tudi svoj politični testament, v katerem je obračunal z reakcijo, zaključil s pozdravom vsem lepim ženskam. Eno izmed njih, baroneso Mary Večera, je 30. januarja 1889 nagrado Mayerling potegnil s sabo v smrt. Tragedija je navdihnila celo mladega Mussolinija, ki je leta 1909 spisal roman, kjer je podrobno opisal prinčevo orgijo smrti. Rudolfa smrt je seveda odmevala tudi slovenski javnosti. Med boljšimi poznavalci razmer je prevladovalo mnenje, kot ga najdemo tudi v enem takratnih Krejkovih pisem. Rudolfova vzgoja naj bi bila preveč liberalna in je tudi padel kot vidna žrtev liberalizma. Po Krejkovem mnenju bi bilo Rudolfu, citiram, mnogo lažje življenje na svetu, če bi ne bilo 6. zapovedi Božje. Konec citata. Tako pa je ta zapoved delala preglavico njemu in zaradi njega mnogo drugim. Odločitev kneza škofa Jakoba Misije, da na svojem dvorcu ne da razobesiti žalne zastave za umrlim prestolonaslednikom, je povzročila ogorčenje pri kranjskih liberalcih. Ker je Franc Jožef ostal brez edinega moškega potomca, je prestolonasledniška čast prešla na mlajšega brata, leta 1833 rojenega Karla Ludvika. Za razliko od v Mehiki ustrejenega Maksimiljana je slednji izkazoval manj častihlepja, slovel je predvsem po raznih udeležbah na prireditvah, kjer so ga radi pozdravljali kot predstavnika cesarske hiše. Prijel se ga je zato vzdevek nadvojvoda za razstave. Potoval je precej v tujino na različne diplomatske dogodke, rad pa se je učil tudi jezikov narodov monarhije. Bil je zelo veren in je veljal za vzornega družinskega očeta. Dvakrat je bil vdovec, preživela ga je samo tretja soproga Marija Tereza iz dinastije Braganca,
ki je bila od njega mlajša 22 let. Slednja je bila menda tudi vzrok za hladne odnose med Karlom Ludvikom in princem Rudolfom, ki je vrgal oko tudi na njo. Če je imel Franc Jožef o Karlu Ludviku, ki je menda pripadal klerikalni kamarili, zelo dobro mnenje in mu je zaupal tudi velik del državniških obveznosti, pa ga liberalni Rudolf ni ravno čislal. Bratovo politično prepričanje je bilo torej bolj kompatibilno s cesarjevim kot prinčevo. Toda zaradi majhne razlike v letih se je vse skozi predvidevalo, da je prestolnasledniška funkcija Karla Ludvika zgolj nominalna in da prevzema prestola verjetno ne bo dočakal. In ga res ni. Ob obisku Svete dežele leta 1896 se je zastrupil, ker je pil vodo iz reke Jordan. Sedaj je prišla vrsta na Franca Ferdinanda, ki se je rodil leta 1863 v Grazu. O njem ne bom razlagal podrobno, ker obstaja tudi ena knjiga. Bi pa vsekakor rad podaril zgolj nekaj razlik ali celo skupnih značilnosti med njim in ostalimi v družini Franca Jožefa. Franc Ferdinand je pravzaprav bil seveda zaznamovan predvsem zaradi znamenite morganatične poroke z Zofijo Hohenberško. To podarjam zato, ker je seveda ta poroka potem tudi usodno vplivala na njegov odnos do samega monarha in marsičem pokvarila vsa možna izhodišča in perspektive za nadaljnje sodelovanje. Verjetno bi v sicer mnogoštevilni habsburški hiši težko našli bratranca, ki bi se v pogledih na svet tako močno razlikovala kot Rudolf in Franc Ferdinand. Če je bil prvi zagovornik liberalizma in je užival veliko podporo judovske meščanske elite, je bil drugi izpričan konzervativec, v katerega so verjeli zlasti antisemitski krščansko-socialni krogi dunajskega župana Karla Luegerja. Medtem ko si je Rudolf prizadeval za razpustitev zveze treh cesarjev Rusije, Nemčije in Avstro-Ogrske, jo je Franc Ferdinand želel obnoviti. Če je Rudolf rad gostil srbskega kralja Milana v svojih rezidencah in z njim debatiral ob steklenicah Burgundca, je Franc Ferdinand gledal na Srbijo skrajno nezaupljivo. Medtem ko je Rudolf zavračal klerikalizem, ga je Franc Ferdinand spodbujal. Če je cesarjevič tolažbo za svoje neizpolnjene državniške načrte iskal v skokih čez plot, je Franc Ferdinand zatočišče našel v vzornem družinskem življenju. A podobno kot brata Maxa in sina Rudolfa iz stari cesar sedaj tudi nečaka Franca Ferdinanda vztrajno odrival od državniških poslov. Pomladi 1898 je Franc Ferdinand sicer res dobil lastno vojaško pisarno, a šele leta 1913 je napredoval v generalnega inšpektorja Avstro-Ogrske vojske. Kot ugotavlja Helmut Rumpler, je bil Franc Jožef po izgubi sina Rudolfa in kasneje tudi žene Elizabete, ki je umrla v atentatu leto kasneje, strt. Verjel je, da je država pred propadom. Samo iz vojaškega občutka dolžnosti je še vztrajal. Leta 1903, ko je imel za sabo spet še en krog neprijetnih pogajanj z nezadovoljnimi madžarskimi politiki, je v pismo svoji dolgoletni sopotnici igralki Katarini Šrat Franc Jožef zaupal, da želi odstopiti. Franca Ferdinanda nikoli ni v celoti sprejel za pravega naslednika. Citiram pismo. Rad bi odstopil, če bi imel zaupanja polnega sina, v korist tega nevarnega norca pa nikoli. Konec citata. No, seveda ni čudno, da je potem tekmovalnost med Hofburgom in Belvederom, kjer so se zbirali privrženci Franca Ferdinanda, doživela pospeške in nadvojvoda se je potem razglasil za najzvestejšo opozicijo njegovega veličanstva. No, toliko bolj pa je bil Franc Ferdinand priljubljen pri slovenskih in hrvaških politikih. Tukaj sem izbral en citat, kjer imamo v enem lepem pričevanju Janeza Kalana, duhovnika Janeza Kalana ob sarajevskem atentatu, oceno enega katoliškega narednjaka, kako je gledal na tri Habsburžane, ki so nekako usodno vplivali tudi na slovenski vsakdan. Bom prebral citat še enkrat, ker se mi zdi res zanimiv.
Za cesarja Franca Jožefa jaz nisem bil kar nič vnet. Štel se je za Nemca, ich bin ein deutscher Fürst, je rekel sebi. Pod njegovo vlado so Nemci v Avstriji, Madžari pa na Ogrskem tlačili Slovane. In zdi se, da je bil on s tem kar zadovoljen. Veren je sicer bil, katoliški v pravem pomenu pa nikakor ne. Ščitil je avstrijski liberalizem. Svojega sina Rudolfa pa je šel jako slabo vzgojiti. Ves drugačen pa je bil Franc Ferdinand. Ta je bil globoko veren, odločno katoliškega duha in, kako se je splošno govorilo, prijatelj Slovanov. Nameraval je zlomiti moč nemštva in madžarstva in vse avstrijske narode zadovoljiti s tem, da se jim prizna enakopravnost za Nemci in Madžari. Pričakovali smo torej od njega rešitve in lepše bodočnosti. Konec citata. Streli Gavrila Principa so odvzeli starša 3 otrokom, 13-letni Zofiji, 12-letnemu Maksu in 10-letnemu Ernestu. A zaradi morganatičnega zakona med Francem Ferdinandom in Zofijo njuna sinova nista prišla v poštev za nasledstvo krone. To je sedaj prišlo na Karla Franca Jožefa, rojenega 17. avgusta 1887. Bil je sin nadvojvode Otona, mlajšega brata v Sarajevu ubitega Franca Ferdinanda in nadvojvodine Marije Jožefe, hčere saškega kralja Jurija. Oton se je zapisal v vojaškemu stanu, slovel kot vzoren konniški častnik, ljubezen do uniforme pa je očitno prizgojil tudi sinu Karlu. Usoda je hotela, da je bil Karl 1. novembra 1906 povišen v nadporočnika prav na dan, ko je v komaj 42-letni starosti umrl njegov oče. Ta ni padel na bojnem polju, ampak je menda podlegel posledicam prevelikega posteljnega uživanja. Sin Karl je imel vzornejše družinsko življenje, čeprav so mnogi kritiki namigovali na očetove gene. Leta 1911 se je poročil s Cito ali Zito, hčerjo zadnjega vladajočega paranskega vojvode Roberta in braganške vojvodine Marije Antonije. Leta 1912 se mu rodil sin Otom, ki je po smrti Franca Jožefa postal novi prestolonaslednik. Tudi v Karlu žal nimamo časa, da spregovorimo malce več in tudi o tem bo, upajmo, kratkem išla knjiga, zato mogoče samo ena manjša primerjava ponovno vizavi samega vladarja Franca Jožefa. Kot prvo je treba poudariti, da je po, bi rekel, svojemu religioznem profilu Karl uspel prekositi tako Franca Ferdinanda kot tudi Franca Jožefa. K maši je hodil vsak dan, po prevzemu prestola je izdal navodilo, da morajo biti glede na povpraševanje za vojake na fronti maše organizirane tudi čez teden in ne le ob nedeljah ter praznikih. Še posebej je častil Marijo, vsi njegovi otroci so nosili v svojih imenih tudi njeno. Do 3. leta so lahko nosili samo obleke v Marijinih barvah, na zibelko pa jim je obesil njen medaljon. Pred vsako pomembnejšo državniško odločitvijo se je Karl umaknil k molitvi v dvorno kapelo. Ni čudnega, da ga je francoski ministrski predsednik Georges Clemenceau pomenoval papež Srednje Evrope. Posledično je seveda nakopal veliko sovraštvo francoskih prostozidarjev, še zlasti, ko je odslovil vplivnega bankirja Rudolfa Zikarta. Nasprotno je bil Karl zelo dobro zapisan pri papežu Benediktu XV, ki ga je imel citiran za svojega najljubšega sina. Ne le nekateri zgodovinarji, tudi Karlov sin Rudolf je bil mnenja, da je bil njegov oče pod velikim vplivom prijateljstva s Francem Ferdinandom, ki je zagovarjal federacijo. Po nastopu vladanja so Karla obkrožili številni svetovalci, ki so izhajali iz nekdanjega belvederskega kroga, v kateri je svoje svetovalce zbiral v Sarajevu ubiti nadvojvoda. Takšen izbor seveda gotovo ni bil naključen. Pokazal je odločenost Karla, da nadaljuje politično linijo svojega strica. Karl je seveda takoj po smrti Franca Jožefa, in s tem počasi prihajamo k koncu, želel z različnimi simboličnimi potezami poudarjati svojo povezanost z narodi monarhije. Pri tem je tvegal zlasti veliko nezadovoljstvo nemško nacionalno mislečih politikov. Ti so želeli, da bi po vzoru na Franca Jožefa nastopil predvsem kot nemški knez. Razloge za takšno cesarjevo držo so iskali predvsem na njegovem dvoru. Očitali so mu, da ga obkroža
klerikalno-feudalna klika, po vrhu pa naj bi pod vplivom, citiram, stremuške, spletkarske, dosega, kar je nemškega sovražne žene Cite. Vseeno je bilo splošno mnenje o cesarici pozitivno, kar je recimo razvidno tudi iz dnevnika knezoškofa Jegliča. Celo kasneje do vladarja kritični Jeglič je menjavo na prestolu pozdravil z besedami: pri nas se čuti bolj katoliški in avstrijski smer. Karlov življenjski slog se je močno razlikoval od monarha stare šole, kakršen je bil Franc Jožef, s svojim strogim in rutiniranim protokolarnim vsakdanom, o čemer bomo danes slišali še popoldne. K temu je verjetno prispevala tudi menjava zloglasnega dvornega komornika Alfreda kneza Montenevova s Konradom princem Hohenlohem. Karel tako ni hodil spat že ob 8 zvečer kot njegov predhodnik, pa tudi vstajal ni že ob 3:30 zjutraj, ampak šele ob 6. Ob 6:30 je odšel k maši dvorni kapelici, nato pa je sedel zajtrk, ki je bil njegov glavni in najobilnejši obrok. Kosil in večer je bolj malo, imel je skromne osebne potrebe, tudi kot cesar. Pri tem je seveda svoje naredilo tudi pomanjkanje živeža zaradi vojnih razmer. Karel je zelo razrahljal tudi protokolarna pravila glede obiskov, kot jih je imel pokojni Franc Jožef. Če so morali pri Francu Jožefu ministri hoditi poročati oblečeni v frak, tega pri novem cesarju več ni bilo potrebno. Če je bil Franc Jožef do večine tehničnih novotarij še godrnjavo zadržan, pa je Karl rad telefoniral. Da ne govorimo o tem, da je svojim obiskovalcem ponudil cigareto. Ko smo že pri cigaretah, Karl je tako na začetku svojega mandata zbudil veliko zanimanja ravno zaradi svoje poteze ob kronanju za kralja Ogrske, ko je še takoj po samem kronanju odet v svečana ceremonialna oblačila odšel in si prižgal cigaret pred zbranimi ogrskimi dostojanstveniki. Tako da je pravzaprav s temi svojimi potezami že nakazoval neko novo dobo. In seveda zanimivo je tudi to, da sogovornikom na avdiencah ni bilo več treba stati, kot je bilo to potrebno pri Francu Jožefu. On je dovolil, da se usedejo in s tem seveda porušil praviloma zelo nabit urnik, kajti vzel si je čas tudi za, citiram, osebna mnenja, ki niso bila enaka cesarjeva. Tako so seveda tudi slovenski poslanci v njem videli nek nov up, saj na začetku njegove poti. In samo en citat: ob prvi avdienci slovenskih poslancev pri cesarju Karlu jim je dejal: kar imate na srcu, mi povejte ali pišite, lahko pridete k meni kadarkoli hočete. Anton Korošec je v enem svojih predavanj lepo zaznal to spremembo. Citiram: veste, da se je k cesarju Francu Jožefu težko prišlo. To se je sedaj spremenilo. Mi smo imeli odprta vrata v dvor. Lahko smo šli tja, ali pa smo se pismeno obrnili do takratnega nositelja avstrijske krone. Za konec morda samo ena vestica. Ob smrti sedaj že cesarja Karla, ki ni bil več cesar, ki ni bil več kralj, kajti tudi iz ogrskega krola je takrat, prestola je bil takrat že detroniziran, 4. april 1922 slovenski narod zapiše: kot človek je bil Karl, to mu priznavam tudi kot nasprotniki, dober, plemenit mož, ki bi zaslužil boljšo usodo. Toda naj so padli vsi grehi, ki jih je nagomilila tekom dolgih stoletij na svoja pleča habsburška rodbina. Za grehe vseh svojih prednikov se je moral pokoriti. Zato je bila ta pokora težka, ker je odgovarjala pezi teh storjenih grehov. Tragična usoda od njega kot človeka nezaslužena. Konec citata. Zadnji habsburški vladar je manj kot 6 letih izgubil to, kar so njegovi slavnejši predniki gradili več kot 600 let. Hvala lepa.